Na svetu imamo različne štartne pozicije, različne primerjalne prednosti, se pravi, podeželje pač slovensko ni eno, pač najmanj, kar je treba v grobem dva, pač se pravi obmestje in oddaljeno podeželje. Kaj je tisto, kar je neka primerjalna prednost enega, drugega ali obe? Zdaj, tisto, kar je mogoče še posebej odlikuje, ali pa tam, kjer moramo, če bi rekel za oddaljeno podeželje, kaj je tisto, pravzaprav tudi nas vabiti, ja, ne pa še koga, bodi se v prostem času, bodi se, da se tam najde prostor za bivanje in delo, je narava, tradicija, če hoče nekaj vrste edinstveno, kot primerjalna prednost. Če se postavimo bolj na, to je lahko tudi nek, lahko je zgolj pač nek atribut kakovosti bivanja, kakovosti življenja, če hočete, lahko je atribut dodajne vrednosti proizvodom in storitvam. Potem, če gremo pa na take bolj, bom rekel, trdne, oprijemljive neke, pred gremo na oprijemljive, mogoče še ta afiniteta, inherentna afiniteta Slovencev, da bivamo na podeželju. Se pravi, to nekako paše, konec koncev, vsaj eno generacijo nazaj smo bili vsi tam let, da še zmeraj tja nekako vleče. Potem to, kar nam omogoča, da to afiniteto izživimo, je verjetno kakovosten bivalni prostor, bližina in kakovost infrastrukture, karkoli se v tem sicer mislimo vsak dan, ampak primerjalno gledano ni tako zelo slabo. Ampak ne vam kao pohvalil, tak smo. Ampak to smo izpostavili, je pač zaznamo kot prednost. Potem je tukaj neizkoriščen stavbni fond, poslovne cone, imamo razpršen gospodarski potencial in tudi pač znanja, ki se tudi konec koncev odrazijo v teh, rekel, podjetniških aktivnostih, kreativnih in drugačnih, tudi na krajih, kjer to ne bi na prvo žogo pričakoval. Ok, vizija, to je ponudba, kaj pa vizija povpraševanja po proizvodih, storitvah, dobrinah, ki jih podeželje nudi. Na prvo žogo, ok, prosti čas, rekreacija, lokalna hrana, to je zelo očitno. Potem je to tudi trend, ki ga opažamo, bivanjski prostor za predživljenjsko obdobje in hkrati rast po storitvah, ki jih le to potrebuje, ki jih potrebuje ta del, bom rekel, podeželjanov. Potem je rast povpraševanja po COVID, še bolj je to nekako dal še zgolj, digitalizacija, delo nadaljavo, zmanjšajo in hkrati pa zmanjšajo tega migracijskega pritiska na Ljubljano, pa pač na ta glavna območja skrčevanja. To je, kar se tiče vizije. Ampak lahko, to se seveda niste mogli celovito vse, ali so glavne teze ta prave, te, ker jih je Peter podal, da imamo raznolike regije in da imamo težave predvsem s perifernim delom, demografije in vsega in da je potrebno... Ja, še kaj? na drugo strani. Ok. Pristorno si. Pardon. Vidim. Hvala. Ja, namreč. Tisto, kar je Peter pol naprej prodajal, recimo, pa smo nekako bili, čeprav smo bili, kaj se poveda. Paketi, se pravi, Peter govori o paketih javnih intervencij za tipe podeželja. Se pravi, zdaj je zadeva, ki je v neki fazi sicer zastala, čeprav razumem, ni bilo politične volje, ni bilo hrabrosti mogoče, vizije, uvajanje krožnih pametnih skupnosti, se pravi različen fokus
za oddaljeno podeželje in primestje, seveda. Ne. Kaj je krožna pametna skupnost v Mengšu, je verjetno nekaj drugega kot skupnost v Črenšovci. Ja, potem tukaj, ker gre za nek melanž, se pravi, da od spodaj navzgor nek interes, pa neko povezovanje med interesi se dogaja, na drugi strani treba top-down politike, ki ta interes potem, rekel, servisirajo, mu pomagajo zaživeti. Ne. In tukaj imamo eno zadevo, ki sem jo danes nekako upal od tebe, ne vem, vsaj tako sem razumel, top-down politika, ki se uči na izkušnjah, ki smo jih zdaj imeli z CVLD in z podobnimi aktivnostmi, tudi pri urbanih, pri kakšnih resornih, kakšnih ukrepih. Ta paket za različne izzive, različne interese spodaj, politike pa morajo nekako že biti zamejene. Potem, koordinacija politik, SVRK, smo še rešili, kako bi mu to pustili, pa hkrati, dobro. Naslednja zadeva, verige vrednosti, se pravi kvalitativni preskoki tam, kjer nam uspe ustvariti nek obseg, tudi neko dodajanje vrednosti v se pravi nekih vertikalnih verigah. Zelo očitno je tukaj spet vkolikor in v okoljih, kjer se to ne dogaja samo od sebe, ima tukaj država neko možnost, da to spodbuja, pa da bom rekel, ta družbeno zaželena, pa nacionalno ekonomsko zaželen tip povezovanja spodbuja za povezanimi investicijami, se pravi, s katerim se tudi, se pravi, naslednja zadeva, ki omogoča kvalitativen preskok, bom rekel, virov, željo in njihovega dajne vrednosti, je z medpanožnim, čezpanožnim sodelovanjem, bodi se to s strani politik, če politika tega, rekel, še ni tako daleč, bi to zaznala, potem sem pa tukaj pridal najno zgodbo, Marko, je pa tukaj vloga mogoče v nekih, smo govorili prej o nekih lokalnih herojih, lahko rečemo tudi nekih lokalnih šampionih, recimo lahko zelo tipično v Sloveniji, v biogospodarstvu, so to izvozno naravnana podjetja, ki se pravi s tem, da so vključeno mednarodne verige vrednosti in povprašujejo po novih, se pravi više, tudi cenovno in tehnološko pozicioniranih proizvodih in s ustvarjanjem povpraševanja pri svojih lokalnih dobaviteljih to čezpanožno sodelovanje spodbuja. Ok, potem imamo pa tukaj še eno strategijo predalo, čeprav ne znam, pa še ne strategija prostorskega razvoja Slovenije. Bi mogel vedeti, da ne vem, to je podarjen, nekaj zastov, tudi kaže na raven nekega konsenza državnega nije, s katerim bi mogoče tudi ta teritorialen pristop sektorskih politik več kot boljš cilj. Tretja stran, ki sem nehal, to pa čisto kratka. Izzivi. Se pravi, izzivi, ki jih moramo pri tem premostiti, v gospodarstvu imamo preveč panožnega zapiranja, se pravi, če že govorimo o povezovanju, bi med sebi podobnim, se pravi, organizacije proizvajalcev, horizontalno povezovanje vertikalno. Potem nekdo rečeno o tem, da smo dobri sledilci, slabši kreativci, vsak zase odloča, mogoče polemiziral, svetli znaki kažejo, da ni tako brezupno, splošna slika
tega in pa seveda ta silosna mentaliteta po inštitucijah in potem tudi ta vizija in pogum politike za uvajanje novih pristopov. Za uvajanje pristopov, ki mogoče nekomu na kratek rok vzamejo, zato da na dolgi rok nekaj zgradijo. Tega poguma zaenkrat manjka. Hvala lepa. Kakšno vprašanje za ekipo A, makro, modelisti? Ni, ok, bomo bolj razpravljali. Te pa mikro raven, kdo pa bo tle poročal, Doris? Kdo? Naša pozicija je bila, seveda, da bo do leta 2040 mladi zavzeli slovensko podeželje. Politično miselnost, dali priložnosti, razvijali svoje politične ambicije na slovenskem podeželju, premagali te psihološke omejitve, psihološke uravnilovke, biti drzen, upati, da so ta preskok miselnosti starejših generacij na mlajše, kar je danes znano še podpiranje. Še do leta 2040 slovensko podeželje predstavljalo nekaj prostor, za dostojno življenje in celostno razvoj posameznika, pa tudi družbe. Seveda bo slovensko podeželje leta 2030 inovativno okolje za mlade in tudi za tiste srednje mlade. Prek tega se bo naredilo kmetijstvo spet privlačno, oziroma z drugim izrazom seksi, iz motike prehod na digitalna okolja, digitalna orodja, ki bodo pripomogla v bistvu k lažjemu kmetijstvu. Predvsem pa bo to moralo biti praktično naravnano in enostavno za uporabo. Tukaj zdaj govorimo o digitalu po meri človeka, pomišljaj kmetom. Se pravi, s tem to bo slovensko podeželje leta 2030 predstavilo kot v bistvu nove primere, nove tehnologije in seveda dostopno infrastrukturo. Tukaj predvsem mislimo dostop do širokopasovnega omrežja, ne samo 4.0, ampak tudi 5G in tako naprej. Pri tem bo ključna seveda komunikacija. To je tisto, kar je pri človeku nujno in prek te komunikacije se bo vzpostavilo sodelovanje in tudi generiranje novih idej. In seveda vse to skupaj, ker smo govorili o inovacijah, potreben bo interdisciplinarni pristop. Se pravi, več disciplin hkrati, ne samo v bistvu kmetijstvo, tudi seveda trženje, poslovanje, podjetništvo, biologija, skratka interdisciplinaren pristop k reševanju v bistvu te vizije. No, in to je ta naša res groba vizija leta 2030 in seveda izzivi, s katerimi se danes sooča slovensko podeželje in to, kar je tudi potem Doris res najbolj izpostavlja, ker ima neposreden kontakt z mladimi na podeželju. Potrebno je seveda pristop od spodaj navzgor v tem primeru. Ključno vprašanje se je postavilo zdaj, kje pridobiti resurse, vključno z znanjem in informacijami. To se mladi danes sprašujejo. Se pravi, kje zdaj dobiti ključen vir tega, da bojo potem lahko to vizijo dosegli. Ključen je seveda dostop do finančnih sredstev, kar je zdaj trenutno velik izziv za mlade, dostop do znanja, ustreznih kompetenc, seveda tudi ustreznih inovacij in pa človeških resursov, ki so srednji del tega. Potem smo se dotaknili še malo nasledstva, pa tega medgeneracijskega sodelovanja, ki je ključno, in seveda ta nestabilnost oziroma stabilnost okolja, v katerem v bistvu delujejo. Trenutno je tudi zelo velika obremenjenost z administracijo, to bo treba res nujno poenostaviti prihodnje. Potrebno bo izpostaviti individualne zgodbe uspehov, to, kar je bilo poudarjeno v predavanjih. Seveda, določene institucije se bodo morale odpreti to zaprtost institucij, pa nekako znati prefiltrirati informacije, katerih smo danes res polni in smo dobesedno zasičeni z raznoraznimi informacijami. Tako da to. In zdaj, kaj so te konkretni ukrepi, ki bodo dejansko pripomogli k doseganju te vizije in premagovanju današnjih izzivov, so pa
celovit izobraževalni sistem, nekako bolj povezati različne panoge med sabo, ne, se pravi ekonomska fakulteta, sodelovanje z biotehniško fakulteto in tako naprej. Potem seveda ključen je ta učenje pač med samimi kmeti, se pravi peer-to-peer način. Sistem mentorstva je potrebno še bolj okrepiti oziroma tudi verjetno na novo vzpostaviti, v smislu tudi podjetniških kompetenc in vsebin. Usposobiti je potrebno, se pravi, uporabne vrednosti, smo tukaj napisali, usposabljanje iz uporabnih vrednosti, da ta teorija podjetništva pride konkretno v prakso, prenos dobrih in tudi slabih praks, tako iz Slovenije kot iz tujine, ker iz slabih praks oziroma neuspešnih podjetniških praks se lahko tudi marsikaj naučimo. Potrebno je zagotoviti seveda vire financiranja, to naj bi zagotavljalo v bistvu resorno ministrstvo, se pravi vsak za svoje področje posebej, pri čemer smo izpostavili tudi vlogo Ministrstva za izobraževanje, nujno, predvsem v kontekstu mentorstva. Potem seveda smo omenili tudi zunanje sklade financiranja, mladi so zelo zainteresirani za tudi finančne inštrumente in razne druge inštrumente za zmanjševanje poslovnega tveganja na podeželju. Seveda je potrebno opolnomočiti tega malega podjetnika, se pravi ne samo v bistvu veliki naj bodo pač zraven, morajo biti sestavni del, ampak tudi pač tega malega izpostaviti. In seveda ključno medresorsko, neformalno oziroma formalno sodelovanje med vsemi deležniki. In ključno tudi promocija samega podjetništva na podeželju skozi medije. In pa še enkrat poudarjam, tukaj smo že dvakrat poudarili ta pristop od spodaj navzgor, ki se mi zdi tudi ključen. In pa sodelovanje resornih institucij, ki smo jih tukaj navedli, se pravi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih živilskih podjetij, Obrtna zbornica Slovenije, potem Zveza slovenske podeželske mladine, tudi Zadružna zveza, na to tudi ne smemo pozabiti, skratka. To je to. Zelo na kratko, se pravi od naše vizije do konkretnih ukrepov, ki pač si jih želimo, da bomo videli naše podeželje leta 2030 bolj podjetno in bolj inovativno naravnano. Malo, kar začnem. Mi smo se ukvarjali z digitalizacijo, čeprav bi se mogli tudi malo z turizmom pa z okoljem oziroma naravo, ampak smo se pa posvetili digitalizaciji. Naša vizija je, da čez 20-30 let ljudje znajo pametno uporabljati digitalna orodja, torej imajo kompetence, da jih lahko smiselno uporabljajo, da ta digitalna orodja simplificirajo življenje in ga ne otežujejo, torej da jih nekdo uporablja z namenom, da poenostavijo svoje življenje, ne pa da jih ta uporaba bremeni, da se hitro in enostavno dostopa do e-uprave, e-zdravja oziroma do vseh teh nekih sistemov, da ljudje ne rabijo res iti do bližjega kraja mesta, da določene stvari uredijo, ali je to zdravnik, pošta, banka, take zadeve. In pa, da se platforme med sabo povezujejo, da ni potrebno podvajanja, torej da moraš 100-krat se vpisati za eno stvar, da lahko res enostavno priješ do tistega, kar rabiš. Ena stvar, kar smo imeli dosti med debato, je, da se moramo zavedati, da ni cilj, da je digitalizacija, ampak da je digitalizacija samo orodje za to, da prihaja do inovacij, da se izboljša podjetništvo na podeželju, kmetijstvo, da se izboljša življenje. Torej ni cilj digitalizirano, ampak način uporabe, pa zakaj se to uporablja. Lahko gremo zdaj tudi naprej na ukrepe. Navedli smo jih kar nekaj rešitev, ker je tudi eno od izzivov, da je to dosti razpršeno in da digitalizacija posega v različne vidike, posega v družbo, v te ekonomske vidike, v delovanje. En od ukrepov, oziroma ta prva stvar, če naslavljamo neke izzive, so kompetence, znanja, veščine in da je potrebno narediti nek sistem izobraževanja, torej formalno, in tako da tisti, ki so v nekih formalnih izobraževanjih, da dobijo te kompetence, potem pa tudi neformalno izobraževanje, torej tisti, ki so zdaj že izven formalnega izobraževanja, da prejmejo vse potrebne kompetence za to, da res lahko smiselno in enostavno uporabljajo ta digitalna
orodja. V prvi vrsti je potrebno usposobiti izobraževalce, torej da tisti, ki bojo izobraževali naprej, imajo vse te veščine, znanja in pa lahko na primeren način podajo to znanje naprej. Ena pomembna stvar je tudi, da se oblikujejo neki centri, kjer lahko ljudje dostopajo do tega znanja. Tudi smo se pogovarjali, ali je zdaj tu naloga države, lokalnih skupnosti, ampak kar smo ugotovili, je, da je zelo pomemben, da so v te stvari vključeni, kot že večkrat danes omenjeno, lokalno prebivalstvo. In tudi, če se prenese ta naloga na občine, da občine poskrbijo, da gre do krajevnih skupnosti, do vasi, da se stvari tudi znotraj občine decentralizirajo, torej da res pride do podeželskega prebivalstva. Potem en od ukrepov je tudi, da se uskladijo oziroma povežejo vse te sistemi, če se že gre na te državne sisteme, torej če je e-zdravje, e-uprava, e-zvem, e-vem, ogromno je enih platform in da se to vse uskladi in da res lahko ti na enem mestu najdeš vse, kar pač potrebuješ. Pa bi prosila, da gremo še na izzive. Velik izziv je tukaj varnost podatkov, pa tudi zavedanje prebivalstva, da je potrebna varna uporaba interneta, da se ne pušča vseh svojih podatkov kar povsod, da je pomanjkanje strokovnih znanj, kompetenc, da mogoče tudi tisti, ki imajo ta znanja, pa jih znajo na pravilen način podati naprej, pomanjkanje finančnih sredstev, če se gre v kakšno, bom rekla, težko digitalizacijo, se tam potrebujejo razne mašine, torej te stvari precej stanejo. Velika razpršenost deležnikov, torej spet vprašanje, kdo je za to odgovoren, a so to, ne vem, šole, univerze, občine, država, ministrstva, torej da se uskladi in se sploh res pogrunta, kdo je tisti najbolj primeren deležnik, da se loti tega. Rigidnost odločanja, tudi vezano na to, da stvari so dosti razpršene. Potem pa vprašanje izziv tudi, koliko so državljani dejansko pripravljeni na novosti, na digitalizacijo in pa zdaj, potem, ko smo skoraj že leto pa pol praktično živeli na spletu, kakšna je že utrujenost pred digitalnimi orodji, da ni, kot rečeno, da nas ne obremenjuje, ampak da res rešujejo neke probleme. Smo pa malo se navezali tudi na turizem, pa na okolje, ampak res sem z eno stvarjo, da mogoče digitalizacija z tega vidika, da simplificira stvari, ne pa da nadomesti pristen stik z ljudmi pa naravo, kar v dostih primerih je največja prednost podeželja, torej da imaš tam stik z ljudmi, stik z naravo, torej da ni zdaj digitalizacija tista, ki vzame eno od največjih prednosti življenja pa dela na podeželju. Hvala. Ker bo. Ja, lahko, če končiti. Mislim, da bi bilo fajn, da bi bilo fajn, da bi ena je ta, v kateri smo vsi skupine, kar jaz imel klasično vizijo, klasično. Mislim pa, da bi vi mladi mogli razmišljati pa o generacijah Z naprej. Drugi viziji. In mogla popolnoma, ker 10 let, sploh gotov, da bo obstajal virtualni svet, kjer bo popolnoma tudi metaverse. Jaz mislim, da bi vi mogli začeti tak proces, kjer bi smo sproti pogledali, kaj je pol v bistvu, kaj bi lahko podeželje so, spet kjero podeželje. Po enkrat predpostavlja, da vsak svet obstajajo, da vse ostale predpostavljate svet. Mi bi mogli na ta način se lotiti, da mi zbijemo enkrat buč, vseh nas, ali generacij, to logiko, ko skozi razmišljamo na koncu v bilo. Ki v resnici na to zelo pomemben zadet, ki se mi zdi, ampak iz čist drugega konca. Mislim, da bi mogli počas biti malo veliko bolj ambiciozen razmislek, ker še zmer smo v svetu od tega, da je podeželje tako,
ali ki pa ne znamo. V resnici za to generacijo ni več tako. Penja si lahko, ki je dovolj smo razviti, ne, pa infrastruktura, da si lahko priložimo tak bolj do razmisliti. So verjetno določene posledice, recimo, kot smo razprašeni, vidno vsak, ne, to verjetno. Res, ne? Ampak še zmeraj pa lahko to pomeni zgodbo za, ker pa je dovolj nekaj zgodnega ena, ne. Američani so delali analizo za potencial kreativnih, ne, no, super spet, ne, ampak ne na enoto prostorsko, ampak na enoto potencijala. Se pravi, nekoliko zdaj teh mladih, ki so sposobni, in je prišlo, da je teh, ki so ustvarjalci, kreativci, v podeželskih območjih več na enoto. Ne. Se pravi, v bistvu v resnici, če pomisliš, kaj se dogaja. Ne. Globalno in pri nas, ne, no, cel kup iz te zgodbe, čist druge paradigme in štarta, ki pomagajo, da treba tako zgodbo sestaviti. To bi vaša mreža mora stati neko čist alternativno, to ne more biti ne nobena institucija in tako naprej. To lahko vi naredite, vi morate izpodbijati to, kako rečem, tradicionalcev. Kot da vidite. Učimo ti to. Vita, je potem, ko se njega čaka. Njihov pogled je zelo podoben tem, generacije teh. Samo potem. Totalno drugi. Ja, jaz mislim, da Je res, da smo mi žene, kot Moja generacija, da je naravno delen ljudi. To mi ostanejo, da bi živelo podeželje, da se odmaknejo. večje, ne bi mi pustilo skupaj. Radi bi tako češ digitalno prakso. Mi smo se pogovarjali o delu doma. Doma, lahko prejmo, da mladi ostajajo na podeželju, tako da vse te stvari. Želje, tisto, in delo doma je res, da je dan, da je tako teh digitalnih nomadov, da je polno tisto, da te stvari, da se digitalizacija, ja, ampak ne pa že počiti. Jaz predlagam, da gremo naprej, mogoče v ene vrste refleksijo. Zelo veliko smo si naložili. Pa v bistvu je zelo ponesrečena izbira teme. Ne. Diverzifikacija je cilj, ne, tako kot nas vsi danes učijo, ne. S tem moraš nekaj doseči, ne. Torej povečati dodano vrednost in tako naprej. Smo se pa fokusirali na neko sredstvo, na njega spet gledamo, kako to sredstvo delujejo. Inovativni pristop, podjetništvo, digitalizacija, javne politike, eno, drugo, tretje. V bistvu pa vsi v ozadju razmišljajo o tem, kakšno bi naj bilo podeželje. Torej skačemo iz tega okvira ven, ne. Gledamo bolj celovito podeželje in seveda v tako kratkem času ni mogoče zelo strukturiranih misli dati in dati odgovore na tole, ampak jaz mislim, da so te mehni kamenčki, ki smo jih tudi zdaj skozi delavnico dali, plus pa seveda zelo strukturirani referati, ki smo jih imeli, in če jih izpostavite v nek kontekst, omogočajo neko drugačno razmišljanje, nek drugačen pristop, tudi tako revolucionarni. Jaz sem tudi upal, da bomo bolj revolucionarni, ampak nas vleče. Pri kompleksnih temah je težko tako ad hoc
postavljati nove sisteme in tako naprej. Bi mogli iti v anketiranje, fokusne skupine, bi mogli še delati, da bi prišel do res bistrih misli, ne. Ker mi v bistvu zdaj na splošno, na diversifikacijo, kaj smo ugotovili? Da ga poganja inovativnost, ugotovili smo, da je na ljudeh, ugotovili smo na Lukovo pripombo, da pa seveda ne smemo samo individualne zgodbe delati, ker bo ogromno ljudi padlo ven. Ugotovili smo, če vzamem cel koncept, ki nam ga je razložil Peter, da definitivno bi se morali največ ukvarjati z perifernimi regijami, ki so poseben problem in tako naprej, vendar tudi one vmes so problematične, rabijo jasno vizijo in jasne ukrepe. V politiki pa v bistvu niti noben več ne izgublja besed, ker vse vemo, da je sektorsko individualizirano, delitev denarja brez koncepta, spreminjajoče in z zelo malo razvojnimi učinki. Sama redistribucija, ne. In tukaj je verjetno konsenz zelo hiter, kaj bi rabili, vemo pa, da zato rabiš neko drugo državo, nek drug svet, ne, tukaj pa več ne gre, kreativnost pa na drugo tretje. Tukaj smo pa mi del družbenega sistema, na kjer ga lahko vplivamo in kjer ga ne moramo vplivati. Moja bojazen danes je v bistvu toliko modrih misli in vse, kar se je danes tule prelilo in tak potencial, kar bi lahko naredili, da smo v bistvu postali zelo nek majhen, izoliran think tank, to me je začelo zelo skrbeti. Včasih so se druge inštitucije in ljudje in posamezniki lepili na nekaj, se dogaja. Očitno je ta družbena kloaka, v kateri živimo, naredila, da praktično noben več ne gre nikamor se malo potruditi, razmisliti in tako naprej. Ampak mi se bomo borili, kot zadnji Mohikanci, da bo pamet zmagala, da bodo razvojne ideje zmagale in da bomo mednarodne prakse prilagajali, ker ne gre za to. Tukaj ne moreš enega koncepta potegniti od zunaj, ne. Reči, takole morate delati, ker je lahko samo naše in na nas prilagojeno z našimi značilnostmi, na našo kulturo, na našo zgodovino, plus vse to, ker Peter za svojim včasih divjim vizionarstvom opozarja, pa praviloma ima prav, čeprav je tako konfliktno, da bi ga najraje vsi na vsaki konferenci ven vrgli. To je, da se svet spreminja in to radikalno, da mi lahko to bluzimo, kako smo lepi pa dobri, pa ne vem kaj, pa da so drugi krivi. Ne. Če ne bomo sami vzeli v roke, mi na univerzi, ministrstva boljša, nevladniki, organizacije, če se ne bomo priklopili na neke spremembe, ki jih bomo tudi sami postavljali, adijo pamet. Ne ustanavljam stranke. Zaneslo me je, se opravičujem. Preden bo Marko zaključil, še kakšna refleksija. Mene je začel skrbeti, kaj bomo naslednjič počeli. Imamo toliko inovacijskega potenciala za nove poglede na kmetijskem delu, ali bomo zelo stereotipni in bomo ponavljali stare besedišča in miselne vzorce, ker pol ne rabimo te delavnice. Ampak koliko, da se bomo potrudili v enem tednu, da bomo večkrat bolj provokativni. Ker danes smo z energijo vas, in sem res posebej hvaležen, ste nam, ki smo iz getoja, spet pokazali, da je treba drugače začeti razmišljati in da tudi vi gledate, kako se dogaja in da lahko z integracijo disciplin precej močno povežemo stvari. To je moj glavni mesec. Še kdo? To je bila moja druga in zadnja intervencija. Če ne, Marko, kako si ti videl današnji dan? Ja, bom poskušal malo strukturirati, čeprav praviš, da je težko. Se pravi, 3 perspektive smo videli. Ena je od zgoraj navzdol, to, kar naj bi država počela, oziroma kako naj bi država gledala na stvari, druga mikro, od spodaj navzgor, kaj si želijo tisti, ki imajo neke podjetniške ideje. In potem še horizontalna perspektiva, digitalizacija in okolje, digitalizacija kot sredstvo, kako bomo nekaj dosegli, okolje pa kot omejitev. Čeprav je Kir recimo govoril o turizmu,
turizem je dejavnost, ki je najbolj povezana s kakovostnim življenjskim prostorom, ampak vseeno je pokazal, da v nekaterih območjih že vodi tudi v neke negativne učinke. Se pravi, okolje kot neka meja za razvoj gospodarskih aktivnosti. Zdaj, če gremo malo, skušam najti nekih skupnih točk v zvezi s tem, kar je bilo povedano. Najprej neka prednost podeželja, primerjalna prednost. To se mi zdelo fajn, je bilo pri dveh skupinah izpostavljeno, pa mogoče pri vseh, narava, tradicije, kakovost življenja. In to je nekaj, zaradi česar ljudje grejo na podeželje, hkrati pa nekaj, kar je takoj premija na izdelke iz podeželja. Zato, ker je nekaj iz podeželja, ima premijsko vrednost. In se mi zdi, da ta definicija narava, tradicija, kakovost življenja je tudi zelo povezana s storifizacijo. To je nekaj, kar gleda v prihodnost. Videli smo, obseg storitev gospodarskih aktivnosti na podeželju se zelo hitro veča. Storitev tudi same po sebi pomenijo neko tako diversifikacijo. In to, da se stavi na to premijo, ki je hkrati primerjalna prednost in da se ne gleda narave samo kot fizičnega resursa, da ga pač vzameš pa nekaj z njim, v smislu izdelkov, kmetijstva, se mi zdi, da je to pravi pogled. In da mogoče Peter je izzival s temi generacijami. Kakor sem jaz Anjo razumel, je v bistvu za nas starejše od 30 digitalizacija nekaj, kar nas fascinira. Tiste mlajše od 30, ki so digitalna generacija, pa fascinirajo bolj mesene stvari. V tem smislu narava, tradicija, kakovost življenja, mogoče ravno za novo generacijo nekaj, mogoče preveč digitalno razmišljanje. Ampak tisto, kar je pa problem podeželja, je pa, da je ta potencial razpršen. Se pravi, ni koncentriran tako v urbanih okoljih. In to je nekaj, kar je treba nasloviti. Ampak preden do tega, se razmišljal, ko je Luka govoril, kaj je treba narediti, modularni ukrepi. Se pravi, imamo različne politike in iz teh različnih politik je treba sestaviti različne ukrepe v nove celote. In kdo bi to lahko naredil? Kaj pa regionalizacija? Ta proces smo imeli, pa je zastav, a bi lahko bile obstoječe statistične regije, če bi postale funkcionalne regije, tiste, ki bi iz teh modularnih ukrepov sestavljale regionalne strategije. Ali je to neka možnost? Seveda, kot ste rekli, najprej piloti, kaj deluje in potem posploševanje tistih stvari, ki delujejo. Druga skupina, mikropristop, se mi zdi taka 3 gesla so bila pomlajevanje, interdisciplinarnost, odprte, dostopne institucije. To se mi zdi, da digitalizacija omogoča, če bo mladi ostali na podeželju, ker bo tam iste možnosti, bo s tem prišlo do pomlajevanja podeželja, interdisciplinarnost je povezana s to storifizacijo, odprte, dostopne institucije, pa tudi vzemo tako pametno uporabo digitalnih tehnologij in do tega zdaj pridem. Se mi zdi, da pri digitalizaciji je največji problem število pa zapletenost platform. Ampak če pogledamo informatiki, imajo to teorijo mreži, ki pravi, da na dolgi rok preživijo samo posamezni centri v mreži. Kaj zato pomeni v praksi? Da trenutne številne nišne aplikacije bodo slej ko prej nadomestile centralizirane. Tako recimo operacijski sistemi. Naprej je bilo ogromno, danes imamo vsi samo Windowse, ali pa tisti, ki imajo Apple, ima eno drugo. Isto Zoom, prej je bilo kupenih aplikacij za spletne konference, zdaj večina pozna pa uporablja Zoom. Ali Webex. Tako da ta poenostavitev se bo zgodila. Kaj pa mora država recimo tu narediti, je pa omogočiti sistemske pogoje, da se razvije e-zdravje, e-uprava, e-davki, izobraževanje, da bomo lahko vse te preproste stvari, dobiti recept, pogovor z zdravnikom, upravljati prek računalnika, ker to zmanjšuje to prikrajšanost, ki jo trenutno ima podeželje, ta problem oddaljenosti. Sistemska ureditev dela od doma, da bo to 2-3 dni na teden, kakorkoli, to zmanjšuje te stroške, ki jih imajo ljudje, ki živijo na podeželju. Potem pa platforme za množično ponudbo v povpraševanju skosimo, s to idejo, kako državni zavodi naročijo nekaj, kar potrebujejo, in potem se lahko več malih ponudnikov z različnih krajev sestavijo, to sploh za kmete zelo zanimivo, neki ponudi, isto decentralizirani hoteli in tako naprej. Še vedno pa potrebujemo lokalna, neka fizična stičišča, to so lahko gasilski domovi, krajevne skupnosti,
kjer se ljudje, ki živijo decentralizirano na podeželju, lahko tudi centralizirano dobijo, in to so tudi mesta, kjer bi lahko potekalo to digitalno opismenjevanje, demo projekti in tako naprej. Nekaj pol še glede teh velikih podatkov, analiz, optimizacije, pomočjo digitalizacije, ampak mislim, da to je bolj Hvala lepa. Marko je edini v tej državi, ki bi nam bil sposoben na podlagi tega, kar je danes slišal, da je to tako strukturirano in dobro izpadlo. Kar seveda pomeni samo to, da smo imeli dovolj mesa, da treba samo dovolj dobro poslušati in se da to pol tudi naprej strukturirati. Tako da jaz vidim, da smo postavili temelje za neko pametno stališče, ki bo dalo neke tudi nove elemente. Jaz bi zaključoval na način, hvala vsem, predvsem gostom, ki ste se prvič pojavili, da vam ni bilo odveč, da je bilo tudi za vas zanimivo, za nas je bilo posebej, in bi vas vse skupaj povabil naslednji teden na oddelek za gozdarstvo, ki tukaj je zaseden, drugače bi tukaj bili, v zelo prijetni novi zgradbi, tudi od zunaj, catering bo v Zelenju, ne. Tako da upam, da bo še kjer več prišel. Nedvomno moramo število skupin zmanjšati na 3. Po moje je to mikro kolektivno, pri kmetijstvu to še posebej. Digitalno mogoče pol še eno za javno, ampak pa smo že zelo blizu tem 5 skupinam, ki so postavljene. Tako da hvala in vidimo se naslednji teden. Hvala.